Dobrodošli v tale video, če je vse po sreči, se boste na koncu malo bal. Fueling into a thundering roar, the earthquake starts. Only it's not like any earthquake in history. In California, mountains shake like ferns in a breeze. A mighty Pacific rears back and piles up into a mountain of seawater more than 2 miles high, then starts its race eastward. The wind attacks, shredding everything in supersonic bombardment. The mountain of Pacific seawater follows the wind eastward, burying Los Angeles and San Francisco as if they were but grains of sand. Across the continent, the 1,000-mile-per-hour wind wreaks unholy vengeance everywhere, mercilessly. Preden začnemo v tem videu, ni nobenih posebnih daljših oglasov, tako da vas sem spomnim in ful cenen, če boste kdaj uporabljali moje kode 10 Alenka, ta je od malince in letos je drugačna, in pa Alenka 5 za Jim Beam. Kdaj, ka vem, da meni ne morete direktno takole podpreti na noben način, me pa vedno lahko prek tega, da če greste že tja kupovati, da se spomniš, se res Alenka ima kodo in pa jo uporabiš in my life gets better and easier. Odadu že, ko sem se ukvarjala s tem primerom, je tako srce nabijo in nisem mogla verjeti, kva vse se tle dogaja. Long story short, en zelo znan znanstvenik je objavil knjigo The Story of Adam and Eve, ki je bila publiki skrita za 60 let strani CIA. 60 let jo ni bilo na plano, ko pa je končno prišla na plano in ne bi pa par strani tudi še manjkalo. Zakaj je bila ena tako random knjiga toliko zaupna in toliko skrita? Zaradi tega, ker opisuje konc sveta, kot ga poznamo. Ponosno moram povedati, da sem jo kliknila, ker obstaja link, tudi vi ga boste imeli dol v opisu, kliknila in začela brati in večino skoraj prebrala ali pa vsaj preletela, tako da vem približno, o čem govorim. Ampak verjetno ste tudi sami ugotovili, da se zdaj ideja o koncu sveta ves čas ponavlja, povsod je prisotna v filmih, v medijih, v naših glavah, v raznih majskih koledarjih. In vse se vrti okrog nekih apokalips in tudi ta knjiga se in očitno z nekim razlogom, ker ves čas je občutek, da se svet na nekaj pripravlja, right? Tudi to, da se ciklično svet ves čas končuje, oziroma se je končal v zgodovini, je praktično potrjeno. Folk leg me in potem kar klepeta. Torej, knjiga govori o tem, da bo tudi te naše civilizacije visoko razvite konc, prišli bomo ponovno v Stone Age in vse bo šlo od začetka, tako kot že večkrat v zgodovini. Ta knjiga govori o tem, da smo mi zdaj 6. velika civilizacija, razvita civilizacija. Težko je določiti, koliko civilizacij ne bi prej že bilo, zaradi tega, ker ne bi te visoke civilizacije poseljevale določene kraje in kontinente, ki zdaj ne obstajajo več. Chen Thomas je ime, ki si ga boste v tem videu mogli zapomniti, to je avtor te knjige Story of Adam and Eve, ampak ni pa edini, oziroma že 10 let pred njemu je podobnih stvarih pisal tudi Charles Hapgood v knjigi The Earth's Shifting Crust, torej zemljina premikajoča skorja. On govori o tem, da se zemlja včasih začne vrteti tako hitro, da se kontinenti preorganizirajo, torej da se spremeni njihova lega, in kakor vemo, je to tudi neka splošna znanost in že takrat je tudi njega osebno podpiral Albert Einstein. Primer Pangeje, to, kar zdaj govorim, ni izmišljen, to so dejstva. Pangeja, učili smo se v njej, to je prakontinent, ki je sestavljen iz vseh teh delčkov, ki so zdaj raztreščeni okrog in je bil nek skupen kontinent tem našim kontinentom. Mi smo zdaj razbiti delčki Pangeje, ampak prej so bile pa tudi Gondwana. Pred Gondwano je bila Panotija in tako naprej. Ne bom jih do konca naštevala, ker itak ne vemo, koliko jih dejansko je, pa tudi ne boste si zapomnili, bodimo realni. In napisal je tudi knjigo The Path of the Pole in je s tem dokazal, ker je tudi potem kasneje znanost potrdila, da se zemljini poli ves čas premikajo in sukajo. Zdaj bomo prišli počasi do te knjige. Chen govori o tem, da se vse to zgodi v sunku. Čisti doomsday, hujši, ki ste ga videli v kateremkoli filmu do zdaj, oziroma bom jaz iskrena, se mi zdi, da ful podoben opisan in prikazan, kakor v filmu 2012. Me prav zanima, od kje so mogoče idejo dobili za ta film. Dejansko, res me zanima, če ni to ta knjiga. Ta doomsday, ki naj bi nas čakal, naj bi se začel iz zelo tihega, mirnega potresa in napredoval v močnega, mogočnega, ki bi začel trgati vse pod sabo in posledično bi se začel dvigati cunami, ampak en najhujših bi bil 2 milji visok cunami, ki bi prišel z Pacifika in bi v Kaliforniji poplavil vse. Pacifik bi stašoma poplavil tudi Los Angeles in San Francisco. Najbolj pogubna stvar, ki bi se dogajala, bi bili vetrovi, ker bi bili tako močni. Močni 1000 milj na uro. Što se v tem, da se zemlja itak ves čas vrti. Na svet se pa vrti, če si ali pa te ni.
tako kot je Smolar rekel. In to vemo načeloma, a ne? Ampak ta knjiga govori o tem, da se bi Zemlja nehala vrteti. Vetrovi in vode bi se še vedno premikale Zemljina skorja, Zemlja kot taka bi pa obstala in zato bi se zgodilo vse to in ta nor veter in vrtinčenje. In on tukaj vključi tudi notranjo Zemlje, ker noter, kot vemo, sta dva tekoča pasova lave in te dva tekoča pasova se trenutno obnašata, kot da sta trden pas, kot da se normalno vse obnaša in je neškodljiv in je lepo tam noter zaprt in to je to, ampak tukaj bi prišel v stik z ledeno površino, če sem prav razumela, in bi začel delovati kot lubrikant in bi se vse premaknili in bi butnili to ven. Torej, imeli bi na eni strani lavo in pač neznosno vročino, ko bi se Zemlja ustavila, bi posledično ena stran ostala preč od Sonca in druga stran bi ostala direkt na Sonce in una direkt na Soncu bi bila neznosna za življenje zaradi vročine in una druga bi zmrzana oziroma bi šlo vse 180 stopinj dol, ker je pač neznosno za človeštvo. V knjigi ful natančno to opisuje tudi, kdor bi preživel, ne bi bil srečen, ker bi samo se tam v pogubi vozil med blatom in vetrom in dežjem in mrazom in vročino in nesti. Tem, ker ne bi bilo mrzlo, bi vse zmrzalo v 4 urah. Kar se tiče celega tega postopka, ne bi trajal v bistvu 6 do 7 dni, ne v nedogled. In ko bi se vse umirilo, bi bil Peru na južnem polu in en del Indije na severnem polu, torej se verjetno sprašujete, koliko je velika verjetnost, da se to zgodi, ker nas že toliko strašijo. V bistvu obstajajo znaki, da se je vse to skupaj že začelo. V zgodovini se je vedno vse končalo in začelo z neko poplavo, če se spomnimo Noatove barke. Pri Majih je bil to na primer hurakan, na Havajih je bil to Nu'u flood. Evropa pa recimo to opisuje kot the great flood that cleansed the earth, torej velika poplava, ki je očistila svet bolj versko. Ne? In se veste, kako gre, če en to reče, je pač ideja, ne mišljotina, če 2 ali pa da več ljudi to reče, je legenda, če pa 40 ljudi to reče, tako kot je tukaj zapisano v zgodovini, je pa to že basically zgodovina. Večina ljudi in znanstvenikov na svetu trenutno je mnenja, da je bila zadnja poplava 11.600 let nazaj, kaj je vse zradirala in se je začela na novo. Chen, avtor te knjige, o kateri govorimo, pa meni, da je bila ena poplava manj časa nazaj, torej ne vem, nekih 4-5 tisoč let nazaj. Obstajajo tudi neki zapise te poplave, ki se reče Gu New Flood in China. In zanimivo je, ker je ne moramo popolnoma zanikati, ker so v Črnem morju in v Mediteranskem morju najdeni ti random ostanki, ki ne bi mogli od nikjer drugje normalno priti. Zdaj tako, on v tej knjigi natančno našteva, kdaj so vse te poplave bile, saj tiste, ki je on lahko izbrskal, ker se mi ne ljubo govoriti, boste imeli tukaj na ekranu, lahko tudi si sami preberete. In ful zanimiv primer vam bom zdaj povedala s Sfingo, ker jaz sem tam bila, tole zdaj mi je noro slišati, ampak na Sfingi imamo ogromne znake vodne erozije. Torej, na istem območju imaš tam piramide v Gizi in vse tiste templje v bližnji okolici, ampak samo na Sfingi je vodna erozija narejena. Torej, tam je mogla biti dolg čas, da je roča voda, da je lahko to naredila, nič drugega naravnega ne bi tega mogli ustvariti. Znanstveniki to ful nočejo priznati, ful se branijo te ideje, ampak skoraj edina razlaga. Pa to še približno ni vse. Jasno bi to pomenilo, da je Sfinga ful starejša od piramide, je nastala ful prej in zato znanstveniki tega ne marajo, ker bi radi Egipt pač obdržali lepo v enem kupčku. Potem imamo tukaj potopljeno mesto Atlantis, vem, da ga si obožujemo, če hočete cel video o njemu, imate dejansko pri meni, ga bom maybe dol linkala, če ne pa itak samo tipkate Alenka Krogerič Atlantis. Rečemo mu tudi Uč Sahare, ker pač dejansko zgleda kot uč in to je najbolj bizarna naravna tvorba sred puščave. Nima smisla. Valjda sem mislila, da je bila neka oaza tam in to možno, ker avtomatično mesto Atlantisko je bilo izgledalo takole, ne ciklično in tole izgleda čist ciklično, ampak kaj drugega normalnega, naravnega bi sred puščave zradirali mesto na ta način, kakor enormna poplava. Znanstveniki, ko tole gledajo, si kar pogledajte tukaj video, trdijo, da ne more biti nič drugega, kaj je to obliko povzročalo. These ripples, repeated ripples in an area where there's nothing else like it. This is the fingerprints of the flood. That's what it is. Wow. The water here, Joe, that did this, the way to visualize this is to, again, begin to think a tsunami. Here what you have to visualize is a tsunami sweeping over the land that's over 1,000 feet deep. And it's sweeping down over this land at probably 200 or 300 million cubic feet per second, which is an inconceivable amount of water. Še ena amazing stvar, The Lost Continent of Mu.
Eni ste mi to že pisali, mislim, da na TikToku ali celo tukaj, da ne govorim o tem. Med obema Amerikama, pa gor skoraj do Japonske, pa do Avstralije, v glavnem velik je bil. V Pacifiku je ležal in zbrisan naj bi bil 11.500 let nazaj in ta letnica je pomembna, ker se vsi znanstveniki za njo strinjajo, da se je takrat nekaj gromozanskega zgodilo. Ta letnica se skozi ponavlja. V Indiji in na Japonskem so najdel ostanke tega izgubljenega kontinenta Mu. Naslednja stvar, velikonočni otoki. Tudi nismo še konkretno v njih videa naredili, ker mogoče tole zdaj čisto dosti, ampak tam, kot živemo, mogoče te glave, ki ven gledajo, ki so enormne, imajo od spod telesa. Zakaj bi nekdo po katerikoli zdravi logiki telo zakopal tja noter? Zakaj? Razen, če bi bila enormna poplava, ki bi itak vse to zalila in bi samo glave ostale. Naša ideja je, da so Polinezijci šli sred morja na velikonočne otoke, ki so sred ničesar s kanuji. Zakaj? Zakaj bi šli tja? Zakaj bi random šli, ker se lahko topijo, ker ne vejo, da je tam otok, ker pač niso imeli tehnologije, niso imeli satelitov in niso vedeli, so šli kar random tja, zakaj se ubiti, mislim, ne vem. Pa tam je bilo tako 12.700 ali 12.500 ljudi, ki bi šli tja s kanuji. Če mene vprašaš, je to del kontinenta Mu, ki je bil takrat cel gor in po vsej logiki so oni takrat šli tja peš. Normalno po nogah. Zanimivo je, ker so imeli oni tudi enega boga Ra-a. A vas to nekaj spomne? Na Amon-Ra, na grškega boga. Vsi ti bogovi so si toliko podobni, vse vere so si toliko podobne. Zakaj? Ker je bilo mogoče včasih to itak vse eno in isto območje. To sem jaz dojela pri umetnostni zgodovini, ki sem si jo zbrala za izbiren predmet, ko smo se učili več teh glavnih verah in vse imajo isto zgodbo, samo druge junake, vse je identično in to zdaj ful logično, če bi rekel, da smo vsi bili takrat praktično isti narod, da so pa toliko razbili, da je vsak novo drugačno zgodbo razvil. A štekate. Torej, kdaj ne bi do tega prišlo? Dobra novica je, da je Chan to napovedal čez 7 let. Zakaj je to dobra novica? Zaradi tega, ker tistih 7 let je že minil, tako da smo že čez rok, bi rekli nosečnice, bi se že mogli zgoditi. Fora je, da si moramo priznati, da je vse čas ta nek čuden vibe, kada je skozi nekaj v zraku, kada je skozi nekaj čakamo, kada bo konc sveta čez 3 dni. Res je skozi neki, vsi se počudimo, pač kva. Za tega avtorja Chana bi rada par stvari spucala, ker za njega si tudi govorila, da je izmišljena oseba, ampak ni, to je bil samo njegov psevdonim, bil je pa dejanska oseba. Napisal je več knjig, je pa res, da ni bil najbolj znanstvena oseba ever. Vse, kar je pisal, ima neka smart dejstva, vse skoraj je dejansko potrdila znanost. Je pa možno, da je precej idej tudi samo random kradel ljudem, zato ima vmes neke knjige, ker se je z angeli ukvarjal, recimo, pa s tem, kako ženske naravno roditi, brez da jih boli. Shut the fuck up. Pa potem še razlaga, zakaj ne bi bila ta njegova knjiga Classified, per CIA je tudi, pa je povezan z nečim, da je bil neki kontroverzen in sporen in je bilo neki z aretacijo pa z dokazi in so mogli to knjigo zasesti in kao ne bi bila to razlaga. In potem še razlaga, zakaj manjkajo strani, mogoče nekaj nam hoče kaj prikriti, ampak je velika verjetnost, da ko je ta knjiga online, manjkajo samo strani, ker bi bile nasprotne od slik, ki so noter in v bistvu tako knjiga deluje načeloma in pa je to samo to, ne da dejansko kaj manjka. Itak se lahko sami preberete, boste videli. Pa še to, ta Chan se dejansko ukvarjal tudi z UFO-ji, ker meni čisto nič ne razvrednot njegove legitimnosti, zato ker, mislim, UFO-ji itak so, tako da zakaj se ne bi z njimi ukvarjal. Zdaj tako, da vam v bistvu zaključamo, globalne poplave so dejstvo in niso pod vprašanjem. To je nekaj, kar se je dogajalo in se po vsej verjetnosti še bo dogajalo. Zanimiv tak primer iz zgodovine je, da so najdel mamute ohranjene z jabolkom v ustih. Torej, on je jedel, ko je zmrznil. Se pravi, koliko na hiter je mogla na eni točki zemlja zmrzniti, tisti Ice Age, koliko na hiter se je moglo to zgoditi, da je on vmes jedel in ni nehal jesti in ni bežal. A veš, kva hočem reči? Dejanski Ice Age, ki se je zgodil, bi lahko nakazoval, da je bilo nekaj zelo podobnega, kot Chan v knjigi opisuje. Potem so pa, na primer, situacije, kot veliki indonezijski potres, ki je bil, ki je dejansko so preračunali, da je za, ne vem, 27 cm premaknil zemljo, ali pa te razne velike podnebne spremembe, ki se zgodijo, premikajo, a ne, zemljino skorjo. In splošno je rečeno, da to ni skrb vzbujajoče. Je pa lahko to velik pokazatelj, da se to vse začenja, o čemer je Chan pisal. Ker pa je skrb vzbujajoče, je pa šiftanje magnetskih pol Zemlje. To smo pa že slišali kdaj, ampak vsakič pozabim, kva je. Baje se je to v zgodovini zgodilo na 300.000 let, da so se ta polja šiftanila, zdaj se pa niso že 780.000 let. Torej smo ful pozni, ful ne vem, kje se je to ustavilo, ampak se pa je ni zašiftal. In ko se bo, ni to nek bav, ampak kakor
znanost to opisuje, da bomo bolj zmedeni, sploh v tem času, ko živimo od GPS-ov, pa od vse te navigacije in satelitov, in bomo čisto zblojeni in nič nam ne bo jasen. Ampak bej smo ljudje v človeštvu to že dali čez in preprosto greš čez to in se navadiš, ker smo pač tekom, ne vem, toliko pa toliko 300 000 let nazaj že živela. Ne? Što se, da se magnetsko polje Zemlje nekako zaflenča in takrat smo posledično tudi mi vsi čez zblojeni. Recimo, če so takrat sončne eksplozije ful bolj na nas vpliva in ful več bo recimo kožnega raka. Pa vreme bi bil še bolj nepredvidljiv, kot je očitno zdajle in tega aprila. In meni se zdi, da vse nakazuje, da se to že dogaja, ampak ne vem, očitno se ne, če ne bi že razglasilo, kaj se vem, ali pa ne. Torej, kot je bil ta tip mogoče malo čuden, pa se je z UFO-ji ukvarjal pa z angeli, poleg vsega tega pa z ženskimi naravnimi porodi, je pač imel ogromno prav in ogromno tega znanost, da je klukco zraven, tako da... Just saying. In še ta mogočen stavek za konec, ampak edina razlika med znanostjo in pseudoznanostjo je pa čas. Tako dramatično. Dragi moji, tale video je bil mečkan drugačen, če vam je všeč difuzorček, vzajte imate dol link, vedno. Še enkrat na koncu vas spomnim sploh na kodo Alenka 5 za Jim Beam, torej vse možne športne stvari, športni dodatki, športna hrana, proteini, kreatin, kofein, čisto vse, kar je možno, proteinska pašta. Na TikToku ste lahko pogledali, ko sem nabavila, ker tako za 150 € na kup, bolane stvari, hude majčke, lepa vidite mene, ki telovadam. In čisto vsakeč, ko telovadam, gre vzad tako en direkt v telefon gleda. Sploh ne vem, kako da tako nad 100 metrov to zasnajpajo, ampak ja, sorry vsem, ki ste v zadju, sorry. Glavno na tej točki zaključujemo tale video, pridni bote radi, se imejte, pišite mi ideje, se gledamo kmalu, pa uživajte pomlad, Alien Mama out. Bye! Pa ne vas biti strah, vse bo v redu, ne bomo še izumrli.